Jože Gornik z več kot 30-letnimi izkušnjami predstavlja res nepogrešljiv steber v mladinskem sektorju. Kot mentor, inovator in pobudnik številnih projektov za sabo pušča res neizbrisen pečat v mladinskem delu po Sloveniji. Njegovi dve ključni prednosti za stabilnost organizacije, kot je zavod Nefix, sta izjemno poznavanje financ in pa digitalnega prostora. Poleg tehničnih veščin izstopa tudi svojo sposobnostjo, da vse preplete z obilico humorja, kar razbije monotonost finančnih tabel in kompleksnost računalniških algoritmov. Jože je razvil lastno metodologijo, ki temelji na igrifikaciji procesov in uporabi didaktičnega kovčka. Prav on je bil najbrž tisti, ki je v slovenski mladinski prostor prvi prinesel kovček za orodje in ga spremenil v didaktični kovček. Jože verjame, da so ključne sestavine mladinskega dela sledeče. Priročniki. Jože ima vedno idejo za priročnike. O vsaki temi, ki se je loti, bi napisal priročnik ali pa poiskal avtorja, ki bi to naredil. Zato ima v Cobisu kar lepo število zadetkov. Jože vedno prinese drobna darilca ali promo materiale. Izbiranju ali izdelavi promo materialov nameni kar dosti energije. Določene izdela kar na 3D printer. Saj verjame, da spodbujajo sodelovanje in ustvarjajo pozitivne spomine. Kako ste začeli svojo pot v mladinskem delu in kaj vas je pri tem najbolj navdušilo? Svojo pot v mladinskem delu sem začel v Škocjanu na Dolenjskem, kjer smo s kolegom opremili ene prostore za mladinski center. Nato pa sem nadaljeval v Ljubljani na društvu Mladinski ceh, kjer sem začel razvijati svoje projekte in delati praktično projekte za mlade. Najbolj me je navdušilo to, da si lahko pri tem samostojen, da lahko razvijaš svoje potenciale, da se lahko ukvarjaš s stvarmi, ki te res zanimajo, hkrati pa pomagaš drugim mladim, da doživijo recimo neke izkušnje, ki jih drugače ne bi mogli, ali ker finančno niso, ali zato, ker nimajo idej, in s tem v bistvu narediš korist za vse, torej in za sebe in za druge. Kaj vam pomeni mentorstvo mladim in kako gledate na vpliv, ki ste ga vi imeli kot mentor? Mentorstvo mladim mi pomeni ravno to, da lahko dajem sedaj jaz nekaj, kar sem prejel, hkrati pa vem, da mladi potrebujejo zaradi tega, da lahko razvijajo svoje potenciale. Ravno zaradi tega se mi zdi, da je ta vpliv lahko subjektiven, najbolj vesel sem pa, kadar mentoriranec preseže mentorja in na ta način ustvari nekaj, kar mogoče drugače ne bi. Kakšen nasvet pa bi mogoče dali mladim, ki želijo delati v mladinskem sektorju oziroma kot prostovoljci? Predvsem bi jim dal nasvet, da naj začnejo takoj, naj poiščejo prostovoljno delo, ki se ga res veselijo, nekaj, kar bi radi tudi delali kasneje, in pa seveda, da izkoristijo tudi možnosti, da gredo v tujino, recimo preko Movita imajo veliko priložnosti, kako dobiti izkušnje tudi v drugih državah.